Spoznanje več. Predsodek manj. Profesor dr. Ernest Petrič, najprej lepo pozdravljeni v studiu Radia Ognjišče. Hvala lepa, vedno sem vesel in dobre volje tukaj pri vas. Ker v sredino stvari Izrael in pa Hamas sta začela uresničevati prvo fazo mirovnega načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Od petka je v veljavi premirje, zdaj pa je v teku izpustitev talcev in pa nekaj čez 2000 zaprtih Palestincev. Vaša ocena trenutnega stanja v Gazi? Glejte, jaz sem z trenutnim stanjem seveda zadovoljen. Končno se je stvar začela premikati v pravo smer. Te talci, teh par, kar jih je še tam, oni so 2 leti trpeli, nedolžni ljudje. To je bilo grozljivo. Jaz moram reči, da sem bil vse skozi mnenja, da bi se s Hamasom začel pogovarjati, takrat, ko bi talce spustil. No, ampak vendarle, potrebno je bilo še vse to dodatno trpljenje v Palestini, 2 leti, ženske, otroci, ubijanje in končno smo prišli do tega, da zgleda, da se stvari gibljajo proč od tragedije v nekakšne mirne vode. Palestinci so plačali grozno ceno, zato mi je res žal. Oni plačujejo, veste, tam od leta 1947-48, ko se je mednarodna skupnost, Združeni narodi, tudi Jugoslavije, takrat pri tem imela neko vlogo, odločili za 2 državi. Izrael je, kot vemo, to sprejel, arabska stran pa ne. Namerno nisem rekel Palestinci, zato ker Palestinci ni noben nič vprašal. Tako kot tudi zdaj, ko je pred 2 letoma Hamas si privoščil to grozljivo teroristično dejanje. Pazite, v eni noči so potolkli recimo blizu 1500 nedolžnih ljudi, otroke, ženske. Da bo grdobija še večja, kazali so to, snemali in potem kazali to. Veste, to ni bilo kar tako eno divjanje. Oni so hoteli in že prej teroristi, tudi med prvo in drugo intifado in takrat, ko so pobili športnike v Münchnu na olimpijadi, ko so podstavljali bombe še predtem, pa takrat, pod avtobuse s šolskimi otroci in tako naprej. To ni bilo kar tako neko izživljanje. To je imelo in namen prestrašiti Žide v Izraelu, da bojo začeli odhajati. Da je ugotovili, da tam pravzaprav se normalno živeti ne da. Na drugi strani seveda, da bo tragedija še večja, je to povzročilo na židovski strani razne desne radikalizme in tako naprej. In imamo zdaj v bistvu to, kar imamo. Ampak to, da se je začelo zdaj nekako urejati, veselje, vesel sem. Vsako življenje, ki se bo s tem prihranilo, je dragoceno. To spuščanje teh bogih talcev v redu. Upajmo, da bo to teklo naprej. Gotovo boste vprašali, kaj vidim naprej. Pogajali se bojo, mogoče bomo šli v smeri počasi, v smeri 2 držav, zato da bi bile tam 2 državi, židovska in palestinska, za kar sem se jaz zavzemal vse skozi in tudi v tem pisal. Če koga zanima to, v moji knjigi o pravici narodov samoodločbe je posebno poglavje o samoodločbi Palestincev, ki imajo pravico do samoodločbe, pravico do svoje države. 2 državi, boljšega ne vidim. Ampak zdajle stvar kaže dobro. Kaže dobro, gospod Gorjup, tudi zato, ker so tisti, ki so to skozi preprečevali, v slabem položaju. Hamas je tepen na bojnem polju, Hezbolah ravno tako, islamski džihad ravno tako in tisti glavni, ki podpihuje terorizem in skuša že 20 let destabilizirati položaj na Bližnjem vzhodu, Iran, Teheran tudi. Tako da zdaj so nekako vsi teli glavni, kako bi rekel, proizvajalci nesreče v tem delu sveta v šibkem položaju. Mogoče bo iz tega nastal en proces, potrpežljiv, počasi, končni cilj 2 državi.
Zato je potrebno tudi neko zaupanje. Verjetno se strinjate z menoj, da tako malo zaupanja po vsem tem masakru na obeh straneh, da je zaupanja malo. Gotovo, ja. Da je redko kdo po vsem tem, kar se je zgodilo, talci, tisto nasilje takrat v Izraelu in na drugi strani po vsem tem nasilju v Palestini in tako naprej, na eni in drugi strani verjame, da lahko dve državi koeksistirata, celo sodelujeta, ker zaradi geografije, če bosta dve državi, bosta morale sodelovati, tam je pač treba dostop do morja in tako dalje, cela vrsta pražnjev vprašanj. Čeprav hkrati vidim to, ker bojo morali sodelovati, če v ta dve državi iz praktičnih razlogov, da bo to počas potem tudi prispevalo k zaupanju. Najbolj se zaupanje ustvarja, če z nekom nekaj skupaj delaš, ne. Tako da evo, vesel sem, zelo zadovoljen, storjeni so bili koraki, žalosten sem pa, ker ko spremljam seveda zadnje dni zelo intenzivno tudi pisanje naših medijev, prej sem malo manj, ker so poročali precej enostransko, sem pa nekako zgrožen, ker pri katerih naših, kako naj jih imenujem, pisci, pisuni, ne vem, kaj naj rečem, nočem biti žaljiv do nikogar, vsak ima pravico do svojega mnenja, ampak presneta reč, nisem se mogel znebiti vtisa, da bi kar hoteli, da bi ta Trumpova pobuda propadla. Pa bili izgleda najbolj zadovoljni. Nobenega ne bom imenoval, ampak rečem pa, da se mi pa to zdelo, kaj ne rečem, zelo grdo. Tam ljudje trpijo, oni bi pa kar še razpihovali in da bi Trumpu ne uspelo. Ta njegov mirovni načrt ima 18 točk. Podrobnosti še niso dorečene, predvideva postopen umik izraelskih sil, amnestijo za člane Hamasa, ki se razorožijo, začasno tehnično upravo v Gazi, demilitarizacijo Gaze, ne govori pa o dveh državah, vsaj ta mirovni načrt ne. Kaj pričakujete, bo uspelo pač vsem tistim, ki so za to odgovorni? Premik se je zgodil takrat po vojni leta 1973. Jom Kipur vojna, ko je Izrael spoznal, da pravzaprav mora tudi on razumeti, da v tem delu sveta je treba graditi zato, da bo prišlo do nekega sožitja. Od takrat naprej je zelo živa, prezentna ideja dveh držav. Zato je treba zaupanje, ampak še več zaupanja je pa treba za eno državo. Kako bojo pa te ljudje živeli v skupni državi po vsem tem, kar se je zgodilo, ne? Meni se zdi, da je bolj realna vendarle ideja dveh držav od vsega začetka. Zamujena ideja, na mizi je bila ta rešitev, pa jo Arabci, ne Palestinci, njih noben nič vprašal, Arabci takrat niso sprejeli in so par ur zatem, ko je Izrael v skladu z resolucijo Generalne skupščine OZN razglasil svojo državo, oni so jo pa napadli. Takrat se je začela resnična ta tragedija, tudi tisto, kaj čemur pravijo Palestinci Nakba, ko so bežali iz svojih domov, pa izganjali se jih je tudi. Dogajalo se je nekaj podobnega, kot se je dogajalo Nemcem, tudi pri nas po drugi svetovni vojni. O tem se pravzaprav nobeden kaj dosti noče pogovarjati. Sem rekel Nemcem, mislim na Kočevarje, na Nemce v Mariboru, v Apačah in tako naprej, katerih predniki so dolga stoletja živeli pri nas, med njimi ženske, otroci, starčki in tako naprej, ne. Grde stvari so bile tudi to, ampak to je mimo. V Palestini žal to še ni mimo, ne. V Palestini ta zgodba še ni zaključena. Veliko napora bo, sigurno se bodo nekateri prizadevali, zlasti me skrbi tisti, ki se že od 75. leta naprej prizadeva, Iran, za destabilizacijo tega dela sveta.
Oni se vidijo v neki tekmi za to, kdo bo dominiral na Bližnjem vzhodu, bojo to Arabci, Egipt, nekaj časa Irak. Pazite, 8 let je trajala vojna med Irakom in Iranom, takrat Saddam Hussein in tako naprej. Oni ne priznavajo obstoja države Izrael. Jaz sem imel velike težave, ko sem vodil svet guvernerjev Mednarodne agencije za atomsko energijo na Dunaju, predsedoval sem mu, predsednik sem bil tega odbora. Iranski veleposlanik v tem odboru nikdar ni uporabil ime država Izrael, vedno je uporabil neko žaljivko, teroristična država, agresorska država, zločinska država in tako naprej. Skozi sem ga moral na nek način pripravljati do tega, da je ostal, recimo, če se je dalo v mejah dostojnosti. Iran zdaj da mir, ta šola, ki so jo dali skozi pred meseci, je bila huda, ampak sigurno sam jaz ne štejem Iran med tiste države, ki bi želele stabilnost na Bližnjem vzhodu. Njim ustreza nestabilnost. Ta teroristična gibanja, žal moram reči teroristična gibanja, ker to so Hamas, Hezbolah, Islamski džihad, tudi če se bodo opomogla, ne priznavajo obstoja države Izrael. Njihov cilj je državo Izrael uničiti, lahko se znajdemo spet v težkem položaju. Ampak trenutno se pa kaže sonce na obzorju, talci, tisto, kar jih je ostalo pri življenju, bojo prišli domov, mir bo prišel, upajmo, humanitarna pomoč bo prišla, otroci, ki jih gledam na televiziji, pa ženske, majhne otročički, tam v Palestini, take lušne učke imajo, bojo mogoče lahko spali mirno, dobili hrano, dobili zdravila, gremo v pravo pot. In to je, treba je priznati, v veliki meri zasluga Donalda Trumpa. On je malo neobičajen, ja, on ni nek diplomat, malo sem udari, malo tja udari, ampak če mu bo uspelo zagotoviti konec vojne v Gazi, velika stvar. Velika stvar. Ampak nekateri danes pravijo, ali je bilo potrebno čakati 2 leti. Zakaj toliko časa, zakaj toliko žrtev? Slišimo, da na palestinski strani več kot 65,000, sicer ne vemo, kdo vse je v tej številki, verjetno so tudi borci Hamasa. Vemo, da je Hamas pobijal svoje ljudi, tiste, ki se jim upirajo, da je 80% raket letelo v Izrael, ostale so eksplodirale v Gazi in so prav tako rušile. Gospod Gorjup, modre stvari govorite. Veste, jaz bi tiste silne pobornike Hamasa, bi jih tako rekoč povabil, da bi šli živeti v preteklih letih v Gazo. Tam ni bila nekakšna demokracija. Tam niso hodili nekakšni borci za svobodo človeka, lastnih ljudi. V Gazi biti nasprotnik Hamasa ni bilo dobro. Nisi bil dolg nasprotnik Hamasa. In to, da zdaj prihaja celo znotraj Hamasa, da oboroženih obračunava, nekaj sem slišal, bral, da se tu nekaj dogaja. Od petka, ko je nastopil mir, padajo žrtve v različnih frakcijah Hamasa. Znotraj Hamasa so gotovo ljudje, ki hočejo mir, ki se zavedajo, da je treba iti po poti miru, da se je treba odreči na nek način viziji Izrael uničiti, Židom narediti to, kar so jim naredili pred 2 letoma. Na drugi strani pa so vendar ljudje, ki hočejo mir, Palestinci, predvsem avtohtoni, tisti, ki tam živijo, ki bi radi živeli neko normalno življenje. In nekaj tega bo, tako da veliko neznank je. Ampak vendarle boljšega kot to, da se
kaže možnost, da bo nehalo streljanje, ubijanje v Palestini, da bi ljudje prišli do kruha, da bi prišli do zdravil, otroci in tako naprej, da bi lahko mirno spali po noči. Če se to zgodi, je to velik korak v pravo smer. In zakaj se to ni zgodilo? Moral bi priti nekdo, ki je malo skočil iz okvirov, pa moralo se zgoditi tudi to, da so tisti, ki so bili proti miru, predvsem tam, ki so sprožili celo to zgodbo v zadnjem tem obdobju, čeprav so korenine veliko globlje. Pravi imajo tisti, ki pravijo, tu ni bil prazen prostor. Palestincem se godijo krivice tja od leta 1949 in tako naprej, gotovo. Morali bi imeti nekak pravico do samoodločbe in to. Pravi imajo. Ampak to, da obereš teroristično pot, da boš rešil to pa ne pelje nikamor. In večkrat sem že povedal v Sloveniji, zdaj znova, bilo je jeseni leta 1993, približno takle čas, datuma se ne spomnim, če bi šel pogledati v svoje arhive. Takrat so proslavili tisti podpis dogovora med Jaserom Arafatom in Yitzhakom Rabinom. V Washingtonu, Clinton je nekako tam posredoval, dala sta si roko, lepa svečanost je bila pred Belo hišo na tisti zelenici, ki je tam. Vsak je nekaj povedal, Clinton nekaj povedal. Veleposlaniki, tisti, ki so hoteli, jih je to zanimalo. Jaz sem bil seveda še kako za to zainteresiran, smo bili tam. Ko so bili govorance mimo, so postregli šampancem pa majhnimi kanapeji. No in takrat sem pristopil k Jaseru Arafatu in sem mu predstavil, ko ni čisto dobro vedel, kam ne bi dal Slovenijo, ko sem pa rekel, da je to ena od držav, ki so nastale na območju bivše Jugoslavije. Jugoslavija, rekel sem, no evo, Jugoslavija. No in potem smo zmenjali par besed, sem mu čestital in tako naprej. Pa sem mu pa tudi rekel, če mi dovoli, da mu rečem nekaj še kot prijatelj Palestincev, iskreno. Seveda je rekel, ja ne. Sem rekel, veste, vaša glavna napaka je bila vašega gibanja, da ste se pajdašili s terorizmom. Zato plačujete strašno ceno in jo boste še proč od terorizma. Proč predsednik, on bi se rekel, predsednik proč od terorizma. Pa me je tako gledal, ni rekel, ampak je rekel samo pol, you might be right. Morda imate pa prav. In to je tisto, nažalost je to, ta bogi narod, mislim, da ni tako nesrečnega naroda, kot so Palestinci v obdobju po drugi svetovni vojni. Lahko bi primerjali to še s kakšno Ruando in tako dalje, ampak strahotno trpljenje. In pazite, gospod Gorjup, mnogi od njih še vedno živijo v taboriščih za begunce. Po tolikih letih, ob vsem bogastvu arabskih držav. Pa ni bilo za njih prostora v Kuvajtu, pa v Emiratih, pa ne vem kje, za Palestince. Nemci, po letu 1945, 12 milijonov Nemcev je bilo izgnanih iz vzhodne Evrope. V 10 letih so bili integrirani v nemško družbo, danes o nemških beguncih noben več ne govori. Približno v istem času se je to dogajalo. Ubogi Palestinci še vedno marsikje v taboriščih. To so vprašanja, o katerih bi se marsikdo moral zamisliti. Ampak kakorkoli že, vesel sem, da smo danes na tej točki, na kateri smo, da so se začeli pogovori, da so spuščajo talci, da kaže, da bo to strpljenje, ta nesreča, v kateri zdaj Palestinci živijo, vendarle se začela razreševati. Kaj pa Slovenija in pa Gaza? Je nestalna članica Varnostnega sveta in ima glede na to kar močan vpliv. Kaj je storila Slovenija v tem času, v 2 letih? Kaj bi lahko,
česa morda ni. Če se spomnimo nazaj, Tanja Fajon je na začetku obiskala tako izraelsko vlado kot palestinsko. Pri predsedniku se je zataknilo. V naslednjih stikih s tem, kar se dogaja na Bližnjem vzhodu, pa je Slovenija nekako vedno bolj gravitirala na Palestince, na arabsko stran, celo na države, ki so podpirale Hamas. Glede, gospod Borjub, to bi zahtevalo dolgo debato, to, kar ste vi načeli. Ne? Od prvega dne naše države sem deloval v tem našem ministrstvu za zunanje zadeve, imel tudi nek pomemben položaj, bom rekel, ne? Zlasti v obdobju premierja Drnovška. Naš doseg, v varnostnem svetu države, nestalne članice, še zlasti, ki imajo tako skromno dejansko materialno moč, kot jo ima Slovenija, imajo omejene možnosti za delovanje. Ne? Jaz sem bil vesel, ko je ta sedanja naša vlada začela kazati interes za to palestinsko vprašanje. Na vse zadnje, bili smo v varnostnem svetu. Ne? Ampak potem se je nekako to vse zreduciralo pravzaprav v debato priznati ali ne priznati Palestino. Mi smo Palestino tako rekoč že priznavali. Mi smo imeli stike skozi tam. Jaz sem se sam pogovarjal z njihovimi ambasadorji uradno kot svetovalec našega predsednika. Ne? Ko 130 priznanjem, takrat je to približno je bilo, dodati še eno. Ja, simbolično v redu, realna teža tega priznanja ni posebej velika. Jaz sem se mogoče ne dovolj intenzivno, zanesljivo pa dobro namerno zavzemal za to, da bi se nekaj naučili iz naše lastne prakse. Namreč to, da je priznanje lahko tudi pogojno in z odložnim učinkom. Ko smo se mi borili za priznanje, nam je EU rekla, izpolniti morate pogoje, ki jih bo določila Badinterjeva komisija, to je bilo jeseni leta 1992, potem vas bomo pa mi priznali. Pogoji so bili, da bomo spoštovali meje, da ne bomo odpirali mejna vprašanja, človekove pravice, manjšinske pravice in tako dalje. Ne? Jaz sem nekako, to sem sporočal, mogoče premalo intenzivno, verjel, da lahko sprožimo neko prizadevanje znotraj EU, da bi EU kot taka priznala Palestino. EU. Pogojno. Prvo, da se kot prvo spusti talce. Te talci so se mi zdeli skozi neka strašna tragedija. Tam greš na nek koncert, pridrvijo neki, ne vem kaj ne rečem, da jih ne bom diskvalificiral, borci za svobodo, teroristi, ne vem, okay, ne. Te ugrabijo, star si recimo 60 ali pa 80 let, ali pa do otroček 7 ali pa 8 let in greš in si talec in tako naprej. To se mi je zdelo problematično. Ne. Zato sem jaz skozi trdil, prvi korak bi moral biti izpustitev talcev, brezpogojno. Če bi Hamas to naredil, bi se pokazal tudi, da ima pravzaprav neko razumevanje za človeško trpljenje in da si želi neke odnose z Palestinci. Ne oni z Izraelci. Oni so držali te nesrečneže, eni so med tem preminuli, umrli. Ne? Tako grdo, tako nehumano se mi to zdi. Enako nehumano kot tisti, ki tam mogoče Palestince pobijajo, mečejo in bombe, granate in tako naprej. Ampak tako je to začelo. In takrat se mi zdelo torej neka pobuda, da bi EU priznala ob določenih pogojih. Izpustitev talcev, takoj. Iz procesa iskanja miru se izločijo tisti, ki se medsebojno nočejo priznavati. To se pravi te, Hamas pa tako naprej, ki pravijo, naš cilj je Izrael uničiti, to je še vedno v njihovem programu. Tega niso spremenili. Ja? Izrael uničiti, kar pomeni Izraelce, ne vem, kam v morje.
pod zemljo in tako naprej, ne, te nimajo pritekev. No, nekaj tega je zdaj v tem novem programu. To bi EU lahko, poleg tega pogoj, da so izhodišče za teritorijalno delitev med dvema državama meje pred letom 67, nekaj pogojev. In bi to mogoče se celo dalo dobiti neko skupno pobudo EU na tej točki, da je to mogoče bilo možno. Mi potrjuje to, da so zdaj približno na ta način Angleži, Francozi in tako naprej priznali Palestino. Palestino samo pogojno. Ob določenih pogojih, Hamas nima kaj zdaj in tako naprej. Ne? Tako da zdi se mi, da je nekako ta naša pobuda, ki je bila opažena, vendar je nekako obtičala na tem, ali bomo priznali ali ne bomo priznali, še eno priznanje več, ne. Izstopili smo, mogoče smo sami sebi malce ustvarjali neko zadovoljstvo, občutek, da je to zelo pomembno. Veliko bolj pomembno bi bilo, če bi vsem tem resno razmislili, približno na liniji tega, kar sem ravnokar govoril. Ja. No, še to bom rekel, ne. Vesel sem vendarle, da naša država, naša zunanja politika, kakorkoli sem že do kakšne stvari kritičen, da vendarle, da je aktivna, da hočemo biti država v pravem pomenu besede, v polnem pomenu besede. Lahko je sedeti, vi ste novinar, za mizo pa pisati super ideje, kritizirati z leve in desne. Jaz sem profesor, mi smo še hujši in tako naprej. Malo težko je pa kakšno stvar narediti v realnem življenju. In tale Trump, kakorkoli že, v vseh pripombah, je s temle, kar se zdaj dogaja, nekaj dosegel. Upanje se je vrnilo. Še ena aktualna tema. Ljubljana gosti 71. zasedanje parlamentarne skupščine Zveze NATO. Pri nas se mudi tudi generalni sekretar NATO Mark Rutte. V ospredju pa so glavni varnostni izzivi, s katerimi se sooča zavezništvo. Gotovo je na prvem mestu vojna v Ukrajini. Katere izzive Zveze NATO vidite vi kot najbolj aktualne, kot najbolj pereče? Vojna v Ukrajini, vsekakor. Tu sem malce zaskrbljen. Dolg časa nisem nič bil zaskrbljen. Se mi zdelo, stvari se bodo na nek način uredile. Potem sem se zelo spominjal na München leta 1938, da bo morala Ukrajina plačati ceno za mir, ampak potem leta 1938 Chamberlain, ki je mahal s tistim papirjem, ki je prišel v London, mir za 200 let ali za ne vem koliko časa. Nič od tega ni bilo. Prej kot v enem letu je bila že vojna, pa v enem dobrem letu je bila že svetovna vojna se začela. Ne? Tako da gotovo je to strašen izziv. Kako na eni strani Scila in Karibda, na eni strani Scila preprečiti, da bo agresor zmagal, da se bo v mednarodnem življenju v 21. stoletju, v našem času, uveljavilo, da nekdo z uporabo grobe sile si lahko bolj ali manj podredi eno drugo državo. In prepreči to, jo vzame en del teritorija, jo naredi na nek način za svojega satelita in tako naprej. Grozljivka. Žalosten ta svet, če bi se to zgodilo. Pa na drugi strani pa skrb za to, da ne bomo v soočanju s tem problemom naredili napake, ki bodo hočeš nočeš peljale v velik svetovni konflikt, ki bi postal nazadnje celo nuklearen. Poleg koncu vsega. Pazite, te zadnja leta slavimo 100-letnico, prva svetovna vojna in tako naprej. Na začetku tiste krize, takrat po strelih v Sarajevu, ni nič kazalo, da bo svetovna vojna. V najslabšem primeru so mislili ne par bitk bo, fantje, punce so jim dajale pušelce, ko so einrikali. Vsi so bili pripričani, za božič bojo doma. Jok.
niso bili za božič doma. Svet je zdrvel v strahotno konfrontacijo, v strahotno katastrofo. Ne samo milijoni mrtvih, na bojiščih pa tudi doma, zaradi bolezni in tista velika gripa takrat. Ne samo to, tudi idejno Evropa ni bila več to, kar je prej bila. Nek otok, recimo svobode, napredka, uspešnosti in tako naprej. Pojavile so se 3 smrtno nevarne ideologije za eno skupno lastnostjo, ne bom jih imenoval, ampak skupna lastnost jim je bila, cilj posvečuje sredstvo. Za veliki cilj, novi mir v Evropi, novi red v Evropi, die neue Ordnung. Če je zato treba pobiti vse Žide, kolikor v Evropi jih je, pa gremo po tej poti. Če hočemo ustvariti brezrazredno družbo, v kateri bomo baje vsi prispevali toliko, kolikor se nam bo dal, kolikor bomo hoteli, dobili pa vse tisto, kar bomo želeli, da tako družbo ustvarimo, če je treba pospraviti milijone razrednih sovražnikov, jih bomo pa pospravili. To se je rodilo iz te prve svetovne vojne. Če si zamišljam 3. svetovno vojno, katastrofa. V tem pogledu lahko potem rečem, da sem vesel, da sem star in da bom to kataklizmo gledal oddaleč. Če gremo, torej skrajno nevarno. Ali konec nekega normalnega mednarodnega reda, agresor z močjo doseže, kar hoče, ali mogoče celo neka kataklizma sodobnega človeštva, sodobne civilizacije. To je velik izziv. Ampak so pa tudi nekateri drugi pozitivni znaki. Veliko sem se ukvarjal v zadnje čase z razmisleke o NATO. Eno misel bi rekel poslušalcem, veste, ne Sovjetska zveza in ne Ruska federacija nikoli ni intervenirala preko meje NATO. Nikoli. Intervenirali so na Madžarsko, na Češko in tako dalje, Gruzijo, Ruska federacija, Moldovo in tako naprej. Nikoli preko meje NATO. NATO je nek, kako bi rekel, nek občutek varnosti. Zato so Švedi pa Finci hitro skočili v NATO. No in ko sem se s temi rečmi malce ukvarjal v zadnje čase, sem se spomnil tudi Blejskega pakta. Živim na Bledu, Blejski pakt. To sta bila 2 sporazuma. Eden leta 1953 podpisan v Ankari, drugi pa leta 1954 podpisan na Bledu. Z Grčijo in Turčijo Jugoslavija takrat sklenila obrambno zvezo. S približno istimi parametri, ki jih vsebuje Washingtonska pogodba o NATO. Napad na enega pomeni napad, avtomatični napad na vse. To smo takrat sklenili in spomnim se časov kasneje, ko sem se spogovarjal z pomembnimi, velikimi jugoslovanskimi diplomati, pa slovenskimi generali, prvoborci, narodnimi heroji. Po lovski strani smo v času, v kakšnem lovskem bivaku sedeli skupaj. Prepričan so bili, da je to, da smo mi skozi zadnja vrata stopili v NATO, kajti Turčija in Grčija sta bila članice NATO od leta 1952. Mi smo po 1954 sklenili ta sporazum, da je to nas rešilo pred intervencijo Sovjetske zveze takrat, Informbiro. Pokalo je na mejah. Čez 7400 mejnih incidentov je bilo v parih letih na mejah z Madžarsko, Romunijo, Bolgarijo in Albanijo, članicami sovjetske povezave. Takrat smo dobili od Američanov vojaško pomoč, letala, tanke, celo skupne vaje smo imeli vojaške, Banja Luke in tako naprej.
Mi smo skozi ta Blejski pakt stopili skozi vrata na nek način v NATO. Stvari so se kasneje razvijale v drugo smer, o tem ne bova zdaj govorila, ampak ta NATO je pravzaprav že enkrat nas nekako zavaroval, tako da ga jaz, to hočem reči, ne podcenjujem. Ne podcenjujem, to je še vedno izredno pomembna stvar. Kako bomo jadrali med celo razpad sodobnega sistema, prepoved agresije in tako naprej, in tveganjem novega velikega svetovnega konflikta, velika odgovornost tistih političnih voditeljev, bom kar rekel, na obeh straneh. Morda še Slovenija in zveza NATO. Rute prihaja v Slovenijo oziroma generalni sekretar prvič po 7 letih. Sprejel ga bo predsednik vlade Robert Golob. On se je pred meseci zavezal, da bo tudi Slovenija do leta 2035 prispevala 5% BDP-ja za obrambo. Pa vendar se zdi, da nismo verodostojni. Poznamo tisto staro zgodbo s Patrijami. Podpisana je bila pogodba za Boxerje, razveljavljena. Zdaj spet čakamo Patrije. Kot da Slovenija, kljub temu, da je majhna, ne daje tistega zvezi, kar bi morala, kar bi se spodobilo, kar bi bilo pravično. Glejte, gospod Gorjup, ko govorimo o nekem zavezništvu, zlasti takim, kot je NATO, ko je to res globoko zavezništvo, ki funkcionira tudi v miru, to je tudi zavezništvo, ki ne temelji samo na številu čet, ki jih damo, temelji na skupnih vrednotah, na skupni usodi, kot jo vidijo in tako naprej. Dejansko smo to občutili v času neurja pri nas v Sloveniji. Verodostojnost številka ena. Da nismo v tisti prvi rundi širitve NATO šli skupaj z Madžari, Poljaki in Čehi, ali pa tako bom rekel bolj natančno, da nas niso Američani do te mere podprli, da bi v tisti prvi rundi bili že zraven, ampak so nekako to puščali malo tako tudi drugim in so nas Francozi malce zavrli ne hote ali pa hote, ker so fusirali Romunijo, Romunija pa ni bila zrela takrat za to. No, ampak verodostojnost je bil ta problem. Ne vem, če sem vam že povedal, ampak en tak prijeten, lušten dogodek, pa mogoče s tem tudi končava. Ko nismo bili v tisti skupini, so bili nekateri v Sloveniji razočarani. Zelo razočaran je bil premier Drnovšek, žalosten je bil, ne, takrat. In me kliče in mi pravi: Petrič, dajte, povejte Američanom na lep način, da smo zelo žalostni. Ne, da smo jezni, ampak da smo žalostni, da smo prizadeti, da nismo smeli. No in jaz sem potem seveda začel tam malo po Washingtonu se pogovarjati. In sem šel med drugim tudi gospodu Danielu Fridu. Mnogi slovenski diplomati vejo, kdo je to. On je takrat v Beli hiši odgovarjal za širitev NATO. Ne. Kasneje nazadnje sem ga zasledil kot veleposlanika ameriškega na Poljskem, ne, par let nazaj. Mi smo se dobro razumela, grem k njemu, zjutraj je bilo, se pogovarjava in tako naprej. In mu potem nekako povem, da smo razočarani, da smo zavezniki, da smo upali in tako naprej, da nič, da razumemo, ne. Pa me pa on na eni točki pogovora pa je rekel: Ernest, povej mi, koliko regimentov lahko postavi Slovenija kot članica NATO v primeru nekega konflikta, spopada. Jaz sem hitro malo tiste številke pogledal, ne, 12,000 vojakov, to bi bila recimo 2 polka, sem rekel 2, mogoče 3. Pa je pa on stvar obrnil malo na šal, je rekel, danes bom pa dobro spal, še zdaj ga vidim. Če bo hudir, Slovenija bo postavila 2 ali pa 3 polke, Američani smo varni, v miru bomo spali. So se oba smejala, tako kot midva zdajle. No, ampak potem je rekel Ernest: mi vemo, koliko regimentov vi lahko postavite. Mi vemo, koliko imate letal. Mi vemo, koliko imate trenažnih letal.
Mi vemo, koliko vi materialno pomenite za našo varnost. Upam, da se strinjaš, da ne veliko. Mi smo dolžni vas braniti, je rekel, tudi z nuklearnim orožjem, če vas nekdo napade, do konca. Ampak od vas pričakujemo kredibilnost. Vi pa vsakič, to je bila pa resna pripomba, kadar mi nekaj predlagamo v želji, da bi se stvari na Balkanu uredile, SECI, South Eastern European Cooperation Initiative, SECI, pakt stabilnosti za jugovzhodno Evropo in tako naprej. Je rekel, vi vedno nekako se težko odločite. You always hesitate. Še danes ga vidim, ne. Vedno imate neke težave, pa nam govorite, da to pomeni obnavljanje Jugoslavije in podobne zadeve, ne. Kjer norc bo pa obnavljal Jugoslavijo, tudi to je rekel, ne. Po vsem tem, kar je bilo, ne. Pričakujemo verodostojnost. In zato moram reči, ko je začelo kazati, da se bomo mišli igrati nekaj z referendumom o NATO, k sreči se je končalo tako, kot se je, sem bil res malce nejevoljen, ne. Se igramo s tem. Tako zavezništvo ni nekaj danes, ja, jutri ne in tako naprej, ne. Se premislimo pa to. In to, kar ste vi načeli, zato sem tudi tole zdaj govoril, to se od nas pričakuje. In da končam. Malce me skrbi to, ko slišim danes v NATO, leta 35, pa leta ne vem kdaj, 40, pa 30, ne vem, bomo dali toliko za NATO, pa bomo imeli to, pa bomo. Jaz se spomnim, 15 let nazaj se je pogovarjalo o bataljonskih skupinah, jaz še danes nobene ne vidim. Hodil sem takrat, vodil sem en kratek čas našo delegacijo v MAP, Membership Action Plan za NATO, ne. To je parkrat v Bruslu. In dan slišim, leta 35, leta 40 bomo imeli tok, pa pa ne. Ja, ljudje božji, zdaj moramo to imeti. Zdaj. Ne leta 50. Leta 50, kdo ve, kaj bo in kako bo. Zdaj moramo to imeti, ne. In zdaj moramo nekako paziti, da preprečimo zlom Ukrajine na eni strani, ker bi to pomenilo, da je agresor zmagal, da se agresija splača, in na drugi strani, da se izognemo konfliktu, veliki vojni v Evropi, posledično pa potem zanesljivo v celem svetu. Pred tem izzivom stojimo. Zelo težek čas, tudi za politične voditelje, tudi slovenske, veliko razmisleka, veliko odgovornosti, veliko vizije, če hočete, od politikov zahteva sedanji čas. Če pogledava zdaj te vojne razmere, Ukrajino, Rusijo, tudi v Gazi stvari še ne mirujejo povsem, vojne divjajo v afriških deželah in tako naprej. Vse te vojne razmere se zdi, da krepijo avtoritarne režime. Vzemimo recimo Putina pred 20 leti ali pa danes. Zgleda, da je veliko močnejši, nasprotnikov ni, z njimi počisti. Kako razumeti to, da težke razmere negotove krepijo avtoritarne režime? Glede, jaz sem se tudi s tem problemom veliko ukvarjal, ker vidim preko svojih stikov, ki še vedno imam po svetu, vedno manj, ampak še vedno jih imam, da v raznih delih sveta, celo v Latinski Ameriki, pa v Afriki, pa na Bližnjem vzhodu, pa delno v jugovzhodni Aziji in tako naprej. Kitajska, super, kakšni vlaki, kakšni nebotičniki in tako naprej. Noben ne govori o tem, kaj ta Kitajska pomeni na Tibetu, Ujguri, kitajski sosedje in tako naprej, ne. Ja, veste, to liberalno tradicijo, človekove pravice, demokracije in tako naprej, to je pravzaprav dete Evrope, naše zahodne civilizacije, ne. Tam v drugih delih sveta, cesarstvo, imperij, božanski vladar in tako dalje, ne, vse to. Podložništvo, do unga pod sabo si šef,
do unga, nad sabo si sluga in tako naprej. Ne. Ta način življenja, ta miselnost, ne, to se spreminja počasi. In marsikje demokracija, še zlasti pa forsirane demokracije od odzunaj, kar smo si zahodnjaki marsikje privošili, ni ravno učinkovitja. Tako da danes marsikje po svetu ljudje pravijo, vidite vaše zgodbe z demokracijo, pa ne vem kaj, velikimi debatami, a si moški, a si ženska in tako naprej, to nas res ne zanima, to nam povejo resni ljudje. Ne. Nismo več tako atraktivni, kot smo nekako en čas bili. Ne. Tako da to je en velik resen problem. Kako pravzaprav znova dati zagon temu, da je pravzaprav človekova svoboda, spoštovanje različnosti, dialog med različnostmi, sobivanje različnosti v demokraciji in tako naprej, tisto, v kateri družba, tisti tip družbe, v kateri so ljudje verjetno najbolj srečni, ampak zanesljivo pa najbolj kreativni, najbolj ustvarjalni. In to je bil ta naš zahod. Zdaj nekako ta zagon nekako pojenjuje. Zelo daleč bi napeljala tale debata, zato bom zaključil s tem, da bom rekel, to je debata pred našimi bodočimi generacijami, predvsem pa političnimi liderji. Jaz pa nekako sem vedno bolj prepričan, da bom to opazoval oddaleč. In se zelo zanimam, kje bi lahko rezerviral pri Svetem Petru nek sedež v prvi vrsti, inkluzive nek daljnogled, da bom čez 20-30 let ta novi svet opazoval. Kakšen bo? Ne vem, mogoče vas skupaj, gospod Gorjup, ker dvomim, da boste tudi vi čez 30 let delili težave in probleme takratnega sveta. Verjetno, da ne, ja. Lahko govorimo o avtoritarnosti tudi pri nas. Na eni strani demokracija, dialog, na drugi strani samovolja. Lahko vzamemo prejšnjo vlado, sedanjo vlado. Prejšnja vlada je imela šibko večino, oziroma sploh ne. Se je morala v marsičem dogovoriti. Zdaj se zdi, da dogovor sploh ni potreben v nekaterih stvareh. Predsednik vlade reče, tako bo. Večina v parlamentu je solidna, večina, ki jo ima vlada. Ne. Znotraj te glavne stranke, koalicijske, to so večinoma mnogi novi ljudje, katerih prej nisem nekako videl, nič slišal o njihovih dosežkih in tako naprej. Ne. Red v tej stranki je tu, ne, kakšnih oscilacij ni. Nek občutek, da pravzaprav z močjo lahko nekaj dosežeš, je v takih situacijah prisoten. Glede, v demokraciji, ne, različnosti, ki so obstojajo, ki jih je treba spoštovati in tako naprej, mora imeti vlada in tisti, ki se ukvarjajo s politiko, vendarle nek ugled in neko spoštovanje. Ker ne morejo uporabljati sredstva prisile, ne morejo ljudi naganjati, preganjati in odpuščati, zapirati, ne vem kaj. Ne. Treba jih je prepričati. To pa lahko storiš z nekim znanjem, z neko sposobnostjo, potrpežljivostjo, ponujanjem dobrih alternativ in tako naprej. In tu jaz čutim pri nas, da je nekakšen manko. Ne. Da si nekateri predstavljajo, da je politika, da malo poziraš. Ne. Se gremo, ne vem, kaj ne. Malo neresno včasih izpadamo pri nas. Politika je resna stvar. Na političnih položajih rad vidim resne ljudi. Tu neke, kar naprej, prejle, ko sem vas čakal, sem bral o nekih, ne vem, kaj se grejo tam, pretijo ugledni politiki, ugledni, da bodo, ne vem, koga ubili svojo bivšo prijateljico, ženo, tretje, vsak dan je kakšen cirkus, ne. Vsak dan so kakšne stvari. Ne.
kot da je to nek šov. Pa v demokraciji moraš biti pa prepričljiv za vsem. Tudi s tem, da sebe uveljavljaš kot neko resno osebnost, ki recimo ne lažeš, ki recimo ne kradeš, ki recimo ne golfaš, ne blebetaš in tako naprej na umnosti. Ne? In to je pri nas prisotno, nažalost. Nažalost prisotno. Ne? In je to na nek način kar resen problem. Tako malo ugleda, kot ga je politika kot taka uživa zdaj, se skoraj da ne spomnim. Prej v nekih časih smo se bali, v strah. Potem je bila neka vera, neodvisnost. Ne? Zdaj pa tako nekakšna resignacija, vse to je vse skupaj luftari in tako naprej. Ne? To je slabo, to ni dobro in upam, da se bomo nekako uspeli iz tega izvleči. Dejansko, če spremljamo razprave v državnem zboru, velikokrat gre za nagajanje, za napadanje, za zmerjanje. Če bi imeli še vedno Bučarja, bi rekel, dajte nehat afne guncati. Ja. Potem obračunavanja po spletu in tako naprej. Obstaja za javne uslužbence nek bonton. Oni so tisti, ki nas dejansko predstavljajo v Sloveniji in na tujem. Zdaj, obstoja neka zahteva, da če se ukvarjaš z javnimi stvarmi, nosiš veliko odgovornost in se moraš s tem ukvarjati resno. To ni nek šov, to neki heci pa tako naprej. Ne? Pri nas, če ne bom zdaj začel govoriti, ker nočem biti oseben do nikogar. Ne? Potrebna je neka resnost, nek ugled, neko spoštovanje, zlasti v demokraciji, ker sem ravno kar rekel. V demokraciji ne moreš uporabljati oblast, pa ljudi v nekaj siliti. Ne? Moraš jih prepričati za svojo avtoriteto, za svojim poštenjem in tako naprej. Ne da kar naprej tam, ja se presneta reči, noben dan več ne moram odpreti časopisa, da ne bi bila neka neumnost, ali kako naj temu rečem, neka neresnost. To zlasti v majhni državi, zdaj pa še to rekel, je to zelo pomembno. Veste, v majhni državi nimate vi, ne vem, na izbiro, ne vem, koliko opcij in tako naprej. Mi Slovenija hočemo biti država, mi Slovenci hočemo imeti moderna državo, ta pravo, ki ima vse, od masla do topov, vse moramo imeti. Akademijo znanosti, uspehe, nacionalno knjižnico, etc., upravo, vse to, kar gre, na 2 milijona. Na 2 milijona. V taki državi je treba biti res zelo skrben, ker bolj pametni kot drugi nismo, enako smo pametni kot drugi. Zato je treba zelo resno se ukvarjati z stvarmi in poiskati tudi prave ljudi. Ne? Pri nas pa smo nekako tako, dobro živimo, še kar za enka dobro živimo, v redu je, ne? Nimamo lahkote, nimamo ne vem kakšnih problemov, nasilja in tako naprej. Ne? Čeprav stvari ne gredo navzgor, grejo prej navzdol. Ne? V tem položaju je treba resno razmisliti in tudi ljudje morajo resno razmisliti na vseh nivojih, komu svojo usodo zaupajo. Le nekaj mesecev je še do naslednjih volitev. Rojevajo se nove stranke, v ospredje stopajo novi ljudje. Komu zaupati, kako presojati, ali je nekdo sposoben voditi to državo ali ne? Kako se odločati na volitvah? Je prav, da gremo na volitve? Smo soodgovorni za našo prihodnost? Morda še ta poudarek za konec. Na volitve moramo iti. Odločamo za naše otroke, za naše vnuke, za nas same. Moramo iti. Moramo izrabiti to priložnost, ki jo imamo, da volimo. Da enostavno rečemo, jaz pa na volitve ne grem, nič se me ne tiče, precej kratkovidna odločitev. Potem bo glava bolela, takrat potem ne hodi okrog, pa ne jamre. Ne? Zdaj, kako se boš odločil? Jaz bom rekel takole, ne bom agitiral za nobenega,
Ampak bom rekel, resno se moraš odločiti. Resno moraš razmisliti. Ne reči, volil bom gospoda Gorjupa, ki ima krasno kravato, pa toliko prijazen je, vsi ga imajo rad, pazi. Malo je treba tudi pogledati, kaj je ta gospod Gorjup, ali pa gospod Petrič, no, da ne bom vsemen. Kaj je naredil, kaj dela, kako živi. To zadnje je manj važno, predvsem, kaj je naredil, kaj dela, kaj zmore. Ne. In včasih zmorejo veliko več ljudje, ki mogoče ne delujejo ravno ne vem kako zelo simpatično. Jaz se spomnim recimo, da so ljudje v Sloveniji z veliko skepso, tudi jaz sem bil med njimi, sprejeli Drnovška. Pa ta ne. Ampak potem počasi sem ugotovil, da je to vendarle en premišljen človek, ki je recimo malo razmislil, kaj je rekel, kaj bo naredil, kako se bo odločil. Včasih je cincal malo, težko se je odločil, tako naprej. Ampak nekako si je ustvaril nek imič nekoga, ki mu lahko zaupaš. Ne? Njega sem omenil zato, ker ga žal več ni med nami. Od teh, ki so pa tukaj, naši politiki, pa nam noben ga omenil, da navi spadal, kot da navijam za to ali za uno, za tega ali za unga, ne? Tako naprej, ampak rečem samo mojim dragim sodržavljankam in sodržavljanom, resno razmislite. Ne reči, ta je pa tako simpatičen, on je pa tečen, pa grdo gleda. Ne, malo bolje treba razmisliti. Profesor dr. Ernest Petrič, hvala vam, da ste z nami delili vaša spoznanja in pa vse dobro vam želim ob bližajočem vašem osebnem prazniku. Ja, stopamo naprej, čas teče in seveda zato si tudi včasih dovolim malo sproščeno govorjenje, ker večina ljudi bo rekla, se tale že toliko star, pa ne malo govori, ne, se drugega tako več nima. Tako da si lahko pol dovolim biti malo bolj sproščen, upam pa, da nisem oseben in upam, da nisem žaljiv. To pa prav gotovo ne. Ja. Hvala še enkrat za vse. Ja. Nasvidenje prihodnjič. Tu je bila oddaja Spoznanje več, predsodek manj. Z vami sem bil novinar Tone Gorjup. Spoznanje več. Predsodek manj.